Jasna, nisem prepričana, če ne bova ostali samo pri enem vprašanju, ker se mi zdi, da je tako zelo široko to, kar bom vprašala, oziroma je lahko obširen odgovor. Kako slišati sebe in kako poslušati druge, da res slišiš in sebe in druge? Jaz lahko povem samo, kako jaz to počnem, da ne bom pametovala. Jaz sem rasla gor na način, včasih je bilo to vse drugače, ne. Mi majhni otroci se nismo smeli kaj veliko pritoževati pa oglašati, pa vedno je bilo bolje biti tiho, a ne, ampak ko sem imel skozi ta notranji glas, pa zakaj moram biti tih, pa zakaj to mora biti tako? Saj veste, tista noter, ki se pa zbudi potreba, da si slišan na nek način. In recimo, jaz sem imela eno svojo tehniko, da sem si skozi nekaj pol govorila sama sebi, da sem vse to dala ven, da sem povedala, a ne, najprej staršem, pa tudi kdaj kakšnemu učitelju ali oziroma takrat so bili še tovariši in tovarišice, v izmišljenem jeziku, tako malo sem omlala. Tako da to nekako je meni kar pomagalo skozi življenje, da sem lahko samo izrazila to, kar je bilo znotraj mene in sem želela, da je slišano in sem slišala sama, a ne. Zdaj seveda pol v partnerstvu to zgleda tako nekako, ko pomivaš posodo, pa momlaš, a ne. Pa te vpraša, kaj si rekla? Nič. Tako nekako. Predvsem pa, kar nekako sem jaz zase razumela v svojem življenju, je to, da je zelo pomembno, da tisto, kar doživljam, je moja resnica. Jaz to tako doživljam, a sem žalostna, a sem vesela in ne vem, zakaj bi bilo narobe to izraziti. Seveda primerno, a ne, ker glih ne moreš dovoliti, da iz tebe v trenutku jeze pride zmaj, ker zmaj nikoli ne bil nič kaj prijazen. In zato sem se naučila malo te svoje potrebe izraziti na drugačen način, a ne. Super mi je, kadar sem sama v avtu, ko lahko vsem povem vse, kar želim povedati, zato da se potem pripravim na to, da jih lahko tudi slišim. Ker, ne vem, včasih sem raje govorila kot poslušala, potem, ko sem se izobraževala za coacha, so nas trenirali, kako poslušati, pa se mi je zdelo tako smešen, zakaj moram jaz plačevati za nekaj, pa oni mene nekaj sprašujejo in pa moram jaz poslušati, kaj oni odgovarjajo in pa nekako pa prideš v življenju do enih prelomnic, ne, ko vidiš, da si mogoče lahko malo zgrožen sam nad sabo. V kakovosti poslušanja, v kakovosti tega, kaj sploh slišiš, da v resnici pogledaš neko refleksijo samega sebe, narediš, kakšne imaš komunikacije z drugimi, ali res slišiš njih in njihovo potrebo, o čemu govorijo, ali poslušaš neko svojo idejo in iluzijo tistega, kar ti predvidevaš, da bi ti naj ta oseba povedala. In meni se je to zgodilo kar 10 let nazaj, ko sem začela zelo intenzivno potem delati tudi druge stvari, meditacijo, čuječnost, gurdžijeve plese recimo mi ful pomagajo pri ravnovesju. In nekako pa priješ do tega, da v principu v življenju je pomembno najti ravnovesje. Ne v drugih, noben drug ti ga ne more dati. Tako super bi bilo, ne, da bi obstajala ena tehnika, ti nekdo reče, glej, to delaj recept in zdaj boš jutri v svojem balansu ali pa tabletka recimo, a ne. Ampak ni. In se mi zdi, da je to nekaj, o čemer moramo ves čas razmišljati. Biti pozorni ves čas, kaj počnemo. Sprejemati odgovornost za svoje besede. Kolikokrat se je meni zgodilo, ker sem nekaj kar bleknila. Nisem takrat razmišljala, sem s tem, kar sem bleknila, nekoga prizadela. Ampak pol začneš razmišljati tudi o tem, da vse, kar rečeš, vse, kar narediš, lahko nekomu na drugi strani polepša ali pa uniči dan. Pa zdaj smo to naredili hote ali ne hote, sploh ni pomembno. Ne? In s tem zavedanjem se mi zdi, da je tisto ključno, kako prihajati, a ne do tega, da boš boljši v poslušanju. Tudi poslušati svoje otroke. Meni je bilo všeč prej, ko je Matic povedal, mi se ne pogovarjamo. Poglejte si svoje življenje, generalno gledano, ljudje se sploh ne pogovarjajo. Jaz sem včasih rada sama na kavo, ne, tako, rabim malo ta svoj odklop, nisem ravno ekstrovert, čeprav vsi vidijo v meni ekstrovert, ampak jaz rabim svojo tišino. In včasih, ko poslušam to so taki
en govori eno zgodbo, drug govori drugo zgodbo in ona dva sta zdaj kao se pogovarjata, a v principu vsak govori svojo zgodbo. In pa sta ful vesela, da sta se oba dva na nek način spucala. In enako je pri otrocih, a ne, ko opazuješ, recimo, ja, čas je treba vzeti, ustaviti se je treba. Mi bi pa radi v eni komunikaciji rešili svet. Z otrokom, v službi, v poslu, v partnerskem odnosu in ne gre. In tudi drugi ne bo nič za to naredil. Daj mi, kako učenci rečejo, ne? Ja, pa zakaj se moram jaz trenirati? Ker sami lahko spremenimo svoj pogled na to. In pol, pa ko začneš slišati, ker to je najprej trening, glejte, vam ne bom lagala, da je to nekaj, kar dobiš ali ne dobiš. To je trening, to je veščina. In se začneš trenirati in potem začneš slišati več, začneš slišati najprej besede, potem začneš slišati tisti ton, ki je, potem slišiš energijo, ki je za besedo, potem slišiš skrito sporočilo, ki je za besedo, a ne? In začneš slišati ful enih stvari in tu kar naenkrat ful zvokov. In istočasno moraš svoje, a ne, odganjati, ker tudi ti so skozi s teboj in kar napadajo in kar prihajajo. Tako da ni tako enostavno, a ne, ker rečemo, bodi prisoten, ustavi se, zdaj pa poslušaj, a ne. Je treba ves čas biti zavesten, jaz bi temu rekla zavesten. In se učiti na napakah, a ne, ki jih bomo delali skozi, mislim, se hvala Bogu, se zato se učimo, da bomo boljši, ampak ne ponavljati napak, to se mi zdi ključno, a ne. Da če že nekaj rečem, da bom, okej, v redu, ni mi šlo, v redu, nič narobe, če mi ni šlo. Hvala Bogu, da se nisem rodila, da vse vem in znam, zaradi tega, ker je pa lahko moj jutri lepši in boljši. In potem vsak dan tako naprej. Je pa to težja pot. Sam je lepša.